Lepo pozdravljeni. Naše življenje je danes močno odvisno od električnih in elektronskih naprav. Telefon in računalnik sta le dve izmed njih. Nekaj časa jih uporabljamo, na koncu pa zavržemo. Takrat te naprave postanejo e-odpadki, eni izmed najhitreje rastočih vrst odpadkov na svetu. Vsako leto jih na svetu nastane za 2 milijona ton več, kar je okoli 3 do 4% povečanje. Trenutno na svetu ustvarimo okoli 54 milijonov ton električnih in elektronskih odpadkov na leto. Leta 2030 naj bi jih že 75 milijonov ton. Profesor Jožef Medved, lepo pozdravljeni. Dober dan. Vse to, kar vidiva tukaj, smo pravzaprav našli doma ustvarjalci naše oddaje. Imate tudi vi doma kakšen telefon, računalnik, ki ga ne uporabljate več? Tudi tega je preveč, poskušamo pa to odlagati v zabojnik za elektronski odpad. Ampak kaj je pravzaprav tisto, kar je še vedno v teh napravah? Katere so tiste plemenite kovine? Telefon ali pa vsi drugi elektronski odpadki so neprecenljivi vir odpadnih materialov. To pomeni sekundarnih materialov, od plemenitih kovin do aluminija, naprimer v hiši tukaj iz aluminija, potem do elementov, ki so v zaslonu na dotik, do potem plemenitih kovin, kot je zlato, srebro, platina v vezju in pa naprimer drugih običajnih kovin, kot sta baker, kobalt in pa naprimer redkih zemelj, ki se nahajajo v magnetih, kakih posebnih kovin, ki jih želimo iz tega odpada pridobiti. Zanimivo je, da ima tona zavrženih mobilnih telefonov več zlata kot tona rude zlata. Zlata ruda je zelo revna ruda, vsebuje tam od stotinko do tisočinko procenta zlata samo. Takle mobilni telefon, sploh tisti, ki so malo višje kakovosti, vsebuje 0,1% zlata, kar pomeni, da je seveda koncentracija zlata tukaj bistveno višja. Ampak zakaj so pravzaprav te plemenite kovine in elementi redkih zemelj sploh v teh elektronskih napravah in kje? Vsak element ima tukaj svojo namembnost. V telefonu jih lahko najdemo, jaz mislim, da iz periodnega sistema 50. V vsakem primeru kovine kot dobri prevodniki prevajajo elektronski signal od ene komponente do druge in omogočajo funkcionalnost take naprave, takega telefona. Zdaj, kljub vsemu pa so to nevarni odpadki. Zakaj? Torej, elektronski odpad je nevarni odpadek zato, ker vsebuje komponente ali pa elemente, ki so nevarni. Naprimer, sploh v preteklosti so telefoni ali pa elektronske naprave vsebovale veliko svinca. Svinc je težka kovina, ki povzroča težave. Če odlagamo tako napravo v naravi, se naprimer svinc, kadmij in druge take kovine raztapljajo in povzročajo onesnaženje narave in človeka. Pa so nevarni tudi, če jih imamo doma? Doma so manj nevarni, Predvsem doma bi priporočal, da so nevarne baterije. To ni vsake take naprave baterijo odstraniti, ker tam lahko pride do sproščanja škodljivih snovi. Po moji presoji pa vseeno boljše odpadne take naprave čim prej odložiti tam, kjer je za to namenjeno. In zakaj, to bomo izvedeli v današnji oddaji. Plemenita kovina je tudi zlato, ki je ključnega pomena za elektronsko industrijo. Na leto pridobimo 3000 ton zlata, še 1000 ton pa z recikliranjem, ki postaja čedalje pomembnejše, saj so njegove zaloge na zemlji omejene. Zlato trenutno reciklirajo predvsem iz nakita v posebnih talilnicah, ki pa niso primerne za recikliranje te kovine iz elektronskih naprav. Na Kemijskem inštitutu so razvili zeleno rešitev raztapljanja zlata in to služenih gospodinjskih aparatov. Zlato ima visoko električno prevodnost, odporno je proti koroziji in lahko ga preoblikujemo, zato ga najdemo v številnih elektronskih napravah. Gold have a huge and really good chemical resistance, and that helps because then we can have a stable metal and a stable contact, and that's why it's used in electronics. V mobilnem telefonu ga je na primer 13 mikrogramov, v računalniku med 200 in 500 mikrogramov. It's really small amounts for each device, but when you have all the electronic devices, actually you have 100 times more gold than in the nature when you extract it from the quarry.
Zlato se skriva tudi v tiskanem vezju, ki je skoraj v vsaki elektronski napravi. Ta so iz gospodinjskih aparatov. Plošče so večinoma iz bakra, zlato pa je na stikih. Ker je v zelo majhnih količinah, se težko reciklira. Here we have different samples of materials. In this case, this is basically a shredded electronic PC board from different production lines. We use to cover the gold through this process and other noble metals. In this case, we grinded it instead of shredding it, so the particle size is smaller and we can recover it better. In this case, this material is not only shredded, but also pyrolyzed, so they can access all the material. Pri vseh treh različnih oblikah materialov so uporabljali enak postopek raztapljanja zlata. Najboljše za raztapljanje je bilo zmleto tiskano veze, ker so lažje prišli do več neplemenitih kovin. Te je treba najprej ločiti od plemenitih. So we do a pre-leaching, and this pre-leaching is made with really low concentrations of acid due to the characteristic of our reactor and our processing. Ta zelena tekočina je na primer rezultat prvega raztapljanja neplemenitih kovin, predvsem bakra. This is just 20 grams of this kind of PCBs. And the color is because mainly it's copper. Nato sledi drugo raztapljanje neplemenitih kovin, iz katerega na koncu pridobijo zlato. During this process we recover almost 100% of the gold in less than 4 hours. So depending on how much time you need to eliminate the copper, and it will depend on how much copper you have in the sample, it can go up to 24 hours. Iz približno 250 gramov zmletih ali rezanih vzorcev tiskanega vezja so na koncu z raztapljanjem pridobili približno 10 mg zlata. Snovi v elektronskih napravah so dragocene surovine, ki jih težko in tudi okoljsko sporno pridobivamo in so na Zemlji v omejenih količinah. Premalo za naše rastoče potrebe. Zato sta nujna njihova optimalna uporaba in recikliranje. Po ocenah naj bi bilo na svetu 347 milijonov ton nerecikliranih e-odpadkov. Zdaj, koliko snovi v e-odpadkih pravzaprav sploh recikliramo? Reciklaža je zelo pomembna za kovinske materiale, ki so v e-odpadkih. Te recikliramo s tem, da jih ali raztapljamo ali temperaturno obdelamo. Je pa res, da je delež reciklaže teh odpadkov zelo različen. Povprečje Evropske unije je približno 42%, najbolj uspešne države, kot so Norveška, potem Estonija, imajo reciklažo višjo kot 70%. Poglejmo zdaj en primer, na primer aluminij. To je druga najpomembnejša kovina za železom za Evropsko unijo. Uporabljamo jo v veliko različnih industrijah, ampak Evropa pravzaprav ves aluminij uvaža. Zdaj, kako ga pravzaprav recikliramo in zakaj je tako dober primer reciklaže? Torej, aluminij je seveda zelo primeren primer reciklaže, zato ker je 100% reciklabilen in zato ker se za reciklažo aluminija porabi samo 5% energije, ki je potrebna za primarno proizvodnjo, torej je energetsko to zelo uspešna reciklaža. Na svetu globalno porabimo približno 100 milijonov ton aluminija, od tega ga 1/3, torej 30 milijonov ton recikliramo. Aluminij recikliramo tako, da ga sortiramo, to pomeni po zlitinah, po skupinah zlitin in nato talimo v dvokomornih ali pa večkomornih pečeh, ki so ekološko zelo sprejemljive, in potem z dodatkom elementov in pa z čiščenjem taline, torej z rafinacijo, pridelamo v nov material, ki gre potem zopet v uporabo oziroma v izdelke. Čisto drugačen primer pa je silicij, ki je v vseh ščipih. Zakaj pa recimo silicija ne moremo tako dobro reciklirati? Silicij je težje reciklirati, zato ker se nahaja v majhnih količinah v elektronskih komponentah, v prevodniških komponentah, težko ga je izločiti iz teh komponent in tudi seveda je to reciklaža, ki je dražja kot primarna proizvodnja, kar pomeni, da nek način tudi ekonomskega efekta tukaj ni. Silicij se lahko reciklira tisti, ki se vgradi v zlitine ali neke druge materiale, kot so silikoni, iz elektronskih naprav oziroma odpada ga pa težko reciklirati. Zdaj lahko rečem, da je recikliranje najuspešnejše ali najbolj smiselno, če s njim pridobimo surovino enake kakovosti za enak namen. Kako dobro pa nam pravzaprav uspeva to? To nam že kar uspeva, a ne? V preteklosti smo iz surovin neke kakovosti proizvedli manj vredne surovine ali pa materiale za reciklažo, danes enako kakovost. Naša želja pa je, da iz sekundarnih surovin pridobimo
materiale najvišje kakovosti. A ne? In naša ideja tukaj na fakulteti je, da bi pri tem uporabili metode umetne inteligence in mislimo, da z uporabo takih metod potem dejansko lahko zelo uspešno recikliramo vse kovinske materiale in tudi druge materiale in porabimo najmanjšo količino energije in pridobimo seveda tudi ekonomsko najvišjo vrednost take reciklaže. Redki zemeljski elementi so nujni za proizvodnjo trajnih magnetov, ki so v številnih delih električnih in elektronskih naprav. Evropska unija kritične surovine za izdelavo magnetov uvaža, zato je njihovo recikliranje ključno. Trenutno je delež teh recikliranih materialov pod odstotkom. Na Inštitutu Jožef Štefan pa razvijajo nove načine recikliranja odpadnih magnetov z uporabo vodika, iz recikliranega materiala pa nato izdelajo nove magnete. Trenutno najmočnejši in najpogosteje uporabljeni trajni magneti so sestavljeni iz litine, neodima, železa in bora. Vgrajeni so v elektromotorje hibridnih in električnih vozil, trde diske, vetrne turbine, najdemo jih tudi v pametnih telefonih in pralnih strojih. V takšnem električnem skuterju je okoli 200 gramov magnetov, ki se jih lahko potem uporablja za nadaljnjo reciklažo. Za vetrnice recimo tam je okrog nekaj ton. Neodim železobor magnetov. Trajni magneti so zelo občutljivi za kisik, hitro oksidirajo in izgubijo svoje magnetne lastnosti. Zato imajo zaščitno plast, ki jo morajo pred recikliranjem odstraniti. Večinoma so prilepljeni na rotorje elektromotorja in jih je težko odstraniti. Do njih najlažje pridejo z uporabo vodika. Magnet izpostavijo temu plinu, zaradi česar samo magnet razpade v magnetni prah. Če imamo magnet tako globoko vgrajen noter v sistem, lahko kos diska odsekamo, ga damo izpostavimo vodika in se noter magnet spremeni v magnetni prah in ga lahko samo presejemo ven iz aparature. Težava pri recikliranju magnetov je, da se ti v različnih napravah zelo razlikujejo v sestavi in uporabljenih prevlekah, zato jih ne moremo reciklirati skupaj. Pomembna je tudi količina magneta v napravi. V mobilnih telefonih je ta zelo majhna, saj kar tretjino magneta sestavlja prevleka, zato magnetov v njih ni vredno reciklirati. Najlažje se reciklirajo prevleke iz niklja in bakra, ki se preprosto presejejo iz recikliranega prahu. Tole pa so epoksi prevleke, ki so pa zelo težko za odstraniti in tudi, če bi reciklirali taki magnet, bi veliko tega materiala ostalo v magnetu noter in bi tudi ne bi več dobili novih magnetnih lastnosti iz tega. Recikliran magnetni prah, ki ga morajo shranjevati v suhih komorah, kjer ni ne kisika ne vlage, nato vstavijo v magnetometer. Ta meri magnetne lastnosti. Na koncu dobimo histerezno krivuljo, ki nam pove, kakšne vrste magnetnih prah smo pridobili za reciklažo in ki se potem mali primerjajo za nadaljnjo izdelavo magneta. Če ima magnet preveč kisika, je preveč oksidiran ali iz njega niso mogli odstraniti vseh prevlek, ni primeren za ponovno uporabo. Iz primernega prahu pa z zgoščevanjem pri visoki temperaturi in pod pritiskom dobijo gost in trden magnet. Da magnetni material postane trajni magnet, pa ga morajo še namagnetiti s posebno napravo, ki ustvari magnetno polje 6 tesel v 1 milisekundi, kar je 60 000-krat več od zemeljskega magnetnega polja. Na Kemijskem inštitutu pa so leta 2016 razvili postopek, ki omogoča raztapljanje platine z manj agresivnimi snovmi in manj izpusti nevarnih plinov. Profesor Nejc Hodnik, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Zdaj, zakaj je platina sploh v elektronskih napravah? Uporablja se predvsem v trdih diskih, kot jih najdemo v računalnikih, prenosnikih, tudi mobilnih telefonih. Potem največ platine se uporablja v avtomobilskih katalizatorjih, to je 45%. Potem v nakitu je zelo velik delež, hkrati tudi v zobozdravstvu, pa tudi v petrokemiji kot katalizator. Ampak koliko platine pa pravzaprav na svetu sploh recikliramo? Trenutno recimo proizvedemo platine 200 ton, 50 ton se pa približno reciklira. In zdaj, kakšen je ta vaš postopek bolj okoljsko sprejemljive reciklaže v primerjavi s tistim tradicionalnim? Ja, platina je sama po sebi plemenita kovina, to pomeni, da je zelo korozijsko obstojna, zato potrebuje zelo agresivno kemijo, da jo lahko raztopimo oziroma tudi recikliramo. In zdaj naš postopek v primerjavi z tem najbolj tradicionalnim, ki je zlatotopka, to je mešanica dveh agresivnih kislin
pri čemer se sprošča klor, ki je strupen plin. Naš postopek je pri bolj nežnih pH-jih, manj kislo, hkrati pa manj spustov plinov ima, pa deluje pri sobni temperaturi. Vi pa ste potem raziskave še nadaljevali in jih razširili še na iridi. Zdaj, kako pa bi lahko reciklirali iridi? Ja, iridi je še bolj stabilna kovina kot platina, še bolj težje raztaplja, torej rabimo bolj agresivno kemijo. In zdaj v naših raziskavah smo ugotovili, da ko apliciramo visoke električne napetosti na iridi, se ta začne raztapljati. To so samo majhne količine zaenkrat, ampak z optimizacijo bomo, upam, povečali to. Kje pa se iridi uporablja v elektronskih napravah? Iridi se trenutno največ uporablja v OLED zaslonih, uporablja se tudi v grelnih svečkah, potem, ker je korozijsko obstojen, se uporablja kot zaščita v letalskih motorjih, pa tudi kot kontakti, v električnih kontaktih. Koliko iridija pa se pravzaprav reciklira? Ja, iridija se uporablja dokaj malo, ker je zelo nišna industrija, to je okoli 7 ton se ga proizvede, reciklira se ga pa okoli 25%. No, ampak poraba platine in iridija pa se bo povečala z vpeljevanjem zelenega vodika. Zdaj, kaj je zeleni vodik in kakšna bo vloga tako platine kot iridija pri tem? Zeleni vodik bo nadomestil fosilna goriva kot energent. Zdaj, zeleni vodik bo pa treba pridobivati iz obnovljivih virov, kot so veter in sonce. Potem iz tam dobimo elektriko, potem je treba to elektriko shraniti in to je v obliki vodika. Ta naprava, ki pa pretvarja vodo z elektrolizo v vodik, pa vsebuje platino in iridi. Profesor Nejc Hodnik, najlepša hvala za pogovor. Najlepša hvala. Ja, odpadki vsebujejo več kot 150 različnih materialov. Med njimi je tudi litij, ki je nujen za izdelavo različnih vrst baterij, tudi tistih v električnih vozilih. Recikliranje litija je sicer mogoče, a je proces izjemno drag, počasen in še ne najučinkovitejši. Litij je najlažja kovina, ki ima pol manjšo gostoto kot voda, je srebrne barve in zelo mehek. V stiku z vodo ali drugimi oksidanti burno reagira in je lahko vnetljiv. Ja, tukaj držimo v roki dva tipična predstavnika litij-ionskih celic. V bistvu mi imenujemo to kot že baterija, to so neke realne baterije, ki jih uporabljamo danes v komercialne namene, tako imenovana vrečasta izvedba ali bolj poznana kot polimerna baterija, ker je v polimernem ohišju, in tako imenovana cilindrična baterija. Litij-ionske baterije so sestavljene iz negativne elektrode iz mešanice grafita in silicija ter pozitivne elektrode, ki vsebuje litij. Vmes je separator namočen v elektrolit, v katerem je raztopljena litijeva sol. Kar pomeni, da nekje 3,5 do 4 težne odstotke baterije je litij. Prednost je predvsem energijska gostota, tudi danes že življenjska doba. Zalog litija je po svetu, pa tudi v Evropi, dovolj za osnovne potrebe. Pridobivajo ga iz rudnikov ali iz slanice in trdnih kamnin v jezerih. Njegovo pridobivanje degradira okolico in je ekološko potratno. Za proizvodnjo tone litija je potrebnih 2,2 milijona litrov vode. Litija je ponavadi v rudninah, tam, kjer se izkorišča zelo malo. Mislim, da najbogatejša so bolivijske soline. Ker je v baterijskih celicah deleža litija tako malo, ga je težko reciklirati. Postopki recikliranja so tudi zahtevni, saj se lahko v baterijah uporabi le čisti litij. Trenutno porabljajo veliko energije, veliko tudi kemikalij, ker je čistost potrebno dobiti komponente v čisti obliki nazaj, je enake kvalitete kot tisti, ki je bil v bistvu pridobljen iz neke soline ali pa rude. V novomeškem zagonskem podjetju zavržene litij-ionske baterijske celice iz e-vozil obnovijo in celice, ki so v njih, znova uporabijo. Proces se začne pri zbiranju odsluženih baterijskih sklopov, ki jih nato razstavimo do faze baterijskega sklopa samega. Nato pridobimo baterijske celice same, ki jih nato vgradimo v našo diagnostično testirno napravo. Ko se proces testiranja oziroma oživljanja teh celic konča, jih povežemo skupaj z elektronskim vezjem. To elektronsko vezje nato vstavimo v ohišje, ki ga zapremo z zaključno ploščico.
Pri pripravi baterij na ponovno uporabo sicer ne posegajo fizično v baterijsko celico, reciklirajo pa ohišje in vse električne napeljave. S procesom pripravijo približno 85% baterijskih celic na varno ponovno uporabo. Z vsako tako celico pa znižamo ogljični odtis za 6,3 kg CO2 napram proizvodnji nove baterije. V podjetju so do danes obnovili več kot 120 tisoč baterijskih celic in samo s tem prihranili skoraj tono CO2 emisij. Kaj pa bi bila lahko alternativa litijevim baterijam? Natrijeve baterije so po načinu delovanja zelo podobne litijevim. Pridobivanje natrija v primerjavi z litijem ne vpliva tako negativno na okolje. Ker je 3-krat težji od litija, so težje tudi natrijeve baterije. Nadaljujemo raziskave tudi na drugih kovinah, na drugih konceptih, kot so magnesijevi akumulatorji, kalcijevi, aluminijevi. Vsi ti imajo nek potencial v prihodnosti. Te kovine sestavljajo kombinacijo materialov, ki so bolj trajnostni, poceni in široko dostopni. Eden izmed novejših in okoljsko sprejemljivejših načinov recikliranja pa je bioreciklaža. Zdaj, za kaj gre tu? Torej, pri bioreciklaži uporabljamo reagente ali pa raztopine, ki niso nevarne za okolje, so prijazne okolju. Pri tem kovinske minerale, kovinske spojine, kovine in pa ione raztapljamo z biomolekulami, biospojinami ali pa organizmi, ki niso nevarni v okolju, in pri tem pridobimo, podobno kot pri klasičnih metodah, nazaj kovine, ki so uporabljene potem za razne izdelke. Zdaj, primer takšne biohidrometalurgije je pridobivanje bakra. Pridobivanje bakra v neki manjši meri že poteka tudi industrijsko s pomočjo take tehnologije in je uspešno. Profesor Jožef Medved, najlepša hvala za pogovor. Hvala lepa za povabilo. V Evropi ima vsako gospodinjstvo v povprečju 70 elektronskih naprav. Od teh jih 10 ni več v uporabi ali so pokvarjene. V milijonu telefonov, ki jih imamo doma, je več kot 16 ton bakra, 3,5 tone srebra in več kot 34 kg zlata, za katere bi bilo bolje, da bi jih uporabili v novih e-napravah. Matej danes ni z nami, pa Danes imamo na sporedu dolg hodnik z vrati na njegovem začetku in na koncu. Ob vratih pa je seveda stikalo za luči, ki razsvetljujejo hodnik. In midva bi rada prižgala luč, ne glede na to, skozi katera vrata prideva, in podobno jo potem tudi ugasnila. In če so žice položene, tako kot kaže slika na plazmi, potem lahko ob prvem pritisku na stikalo, recimo da na levo, res skleneva tokokrog in luči prižgeva, ampak hkrati tega tokokroga ne bova prekinila, ko pritisneva na drugo stikalo, ko hodnik zapustiva. In vprašanje torej je, kako popraviti to napeljavo, da bova pač lahko prižigala in ugašala luči vsakič, ne glede na to, pri katerih vratih prideva na hodnik in pri katerih ga zapustiva. Matej, razumem vprašanje. Bi bila rešitev, da sta obe stikali na eni žici? Ne, ker potem potem luči, ko bi pritisnila na prvo stikalo, v bistvu še vedno ne bi prižgala, ker tok ne bi bil sklenjen. Ja, razumem, ampak kaj pa je potem rešitev? Rešitev bi bila, da bi nekako med stikaloma potegnila dve vzporedni žici in potem recimo na začetku prvo stikalo narisala tako, da se dotika spodnje, drugo pa tako, da se dotika zgornje. In na začetku potem krog še ne bi bil sklenjen, na kar bi pa, če bi pritisnila na katerokoli njiju, se luči zasvetile in potem bi spet ugasnile in tako naprej in vse bi bilo v redu. Matej, ko poveš, je vedno vse tako zelo preprosto. Hvala za uganko. Ni zakaj. Hvala pa tudi vam za pozornost, vabljeni v našo družbo tudi prihodnji teden. V sredo na našo Facebook stran, kjer bomo objavili novo uganko, v četrtek pa na prvi program Televizije Slovenije. Nasvidenje. Sladkorno boleznijo in življenja. Pri večini ostane sladkorna bolezen več let neodkrita, saj bolniki nimajo simptomov. Število bolnikov z obema tipoma bolezni se veča, obstaja pa tudi čedalje več zdravil oziroma načinov obvladovanja te bolezni. Kako delujejo inzulinske črpalke in kako inzulin, ki ga bolniki vzamejo enkrat na teden? Bi lahko bolnikom s tipom 1 presadili celice beta, ki proizvajajo inzulin?
Glejte, ugriznimo znanost. So drugačni.